Spoštovani zbrani šestega sklica občinskega sveta občine Prevalje v mandatu 2018-2022. Lepo pozdravljam vse prisotne, gospoda župana, dr. Matica Tasiča, novo izvoljene občinske svetnike, predsednico občinske volilne komisije, občinsko upravo in to je to. Sejo je sklical gospod župan dr. Matic Tasič, vodim pa jo kot najstarejši član občinskega sveta Max Pučelj. Za današnjo sejo je določen dnevni red, ki je določen na podlagi 15. člena Zakona o lokalni samoupravi in se o njem ne razpravlja in ne glasuje. Dnevni red je sledeč. Prvič, ugotovitev števila navzočih novo izvoljenih članov sveta. Drugič, poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Tretjič, imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitev župana. To je mandatna komisija. Četrtič, poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta. Petič, poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. In šestič, imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prva točka dnevnega reda je ugotovitev števila navzočih novo izvoljenih članov sveta. Ugotavljam, da je seja sklepčna, saj so prisotni vsi novo izvoljeni člani občinskega sveta, ki so se izkazali s potrdili o izvolitvi. In to so Bernard Pačnik, Lista za ljudi. Andrej Stermec, Lista za ljudi. Rafael Škufca, Lista za ljudi. Martina Ribič, Lista za ljudi. Marija Šušelj, Lista za ljudi. Ivan Backovič, Stranka modernega centra. Štefan Peršak, Združeni. David Kavtičnik, Združeni. Gorenšek Boštjan, Združeni. Staš Lodrand, Slovenska demokratska stranka. Matej Pečnik, Slovenska demokratska stranka. Tatjana Ladinek, Slovenska demokratska stranka. Aleksandra Saša Horvat, nestrankarska lista za občino Prevalje. Bogdan Pupovac, nestrankarska lista za občino Prevalje. Aleksandar Ristič, Socialni demokrati. Max Pučelj, nestrankarska lista upokojencev za dostojno življenje vseh. In Zdravko Fajmot, Demokratična stranka upokojencev Slovenije. Pridemo na drugo točko dnevnega reda, je poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev občinski svet in volitev župana. Prosim predsednico občinske volilne komisije, gospo Ano Sirk Prislan, da poda poročilo o izidu volitev občinski svet in seveda tudi poročilo o izidu volitev župana. Prosim. Lep pozdrav. Obe poročili, tako o izvolitvi članov občinskega sveta kot tudi župana, ste prejeli hkrati z vabilom na sejo. Končno verzijo poročil pa imate sedaj pred seboj na mizi.
Občinska volilna komisija je do roka za oddajo kandidatur in kandidatnih list prijela 10 kandidatnih list za volitve v občinski svet in 1 kandidaturo za volitve župana. Opravile so se potrebne dopolnitve, zato v okviru potrjevanja list in kandidature ni bilo težav. Potrdili smo vse prijete kandidature in kandidatne liste, ugovorov strani kandidatov ali predstavnikov kandidature ali liste kandidatov ni bilo. Tudi po objavi seznama list kandidatov občinska volilna komisija ni prijela ugovora, da bi bila lista sestavljena v nasprotju z zakonom. V času teka volilnih opravil občinska volilna komisija prav tako ni prijela nobenega klica občanov, ki bi opozarjal na nepravilnosti v zvezi z volitvami v občini. Glasovanje na voliščih so vodili volilni odbori, ki o posebnostih v zvezi s potekom glasovanja niso poročali. Tudi zoper delo volilnih odborov ni bilo vloženih ugovorov. Delo občinske volilne komisije je potekalo nemoteno, volitve smo vodili v skladu z zakonom in navodili in priporočili Državne volilne komisije. V občini Prevalje imamo 5651 volivcev, ki imajo pravico voliti v eni volilni enoti. Voli pa se po proporcionalnem sistemu 17 občinskih svetnikov. Skupaj je glasovalo 2804 volilnih upravičencev oziroma 49,62% vseh volilnih upravičencev. Od tega 2797 na voliščih po volilnih imenikih in 7 po pošti. Skupno število oddanih glasovnic je bilo 2804, od tega 2738 veljavnih in 66 neveljavnih. Lista za ljudi je prijela 700 glasov in 5 mandatov v občinski svet. Sledijo Slovenska demokratska stranka s 421 glasovi in 3 mandati, nato Združeni z 414 glasovi in 3 mandati. Nato nestrankarska lista za občino Prevalje, ki je prijela 271 glasov in 2 mandata. Potem Socialni demokrati 251 glasov in 1 mandat. Nestrankarska lista upokojencev za dostojno življenje vseh 225 glasov in 1 mandat. Stranka Modernega centra 153 glasov in 1 mandat. Desus, Demokratična stranka upokojencev Slovenije 144 glasov in 1 mandat. Nova Slovenija, Krščanski demokrati z 123 glasovi in Slovenska nacionalna stranka z 37 glasovi nista dobili mandata. O izvoljenih kandidatih za občinske svetnike bo poročilo podala na to mandatna komisija. Zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, pa ima vsak kandidat in predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov pravico vložiti pritožbo na občinski svet. Pritožbo lahko vloži do začetka prve seje občinskega sveta. Ugotavljamo, da pritožb ni bilo. 5651 volilnih upravičencev pa je lahko glasovalo za enega kandidata za župana. Za glasovanje se jih je odločilo 2804, kar je 49,62% vseh volilnih upravičencev, od tega 2797 na voliščih po volilnih imenikih in 7 po pošti. Skupaj je število oddanih glasovnic bilo 2804, od tega 2380 veljavnih in 424 neveljavnih. Za župana občine Prevalje je bil tako z 2380 glasovi ponovno izvoljen dr. Matija Tasič. Hvala. To je to. Hvala za podane poročili občinski volilni komisiji in podajam točko v razpravo. Jaz bi samo opozoril na eno neskladje med povedanim in zapisanim, med število veljavnih in neveljavnih glasovnic. Bilo je rečeno 2738 strani predsednice in 66 neveljavnih. Zapisano imamo pred sabo 2739 veljavnih in 65 neveljavnih. Zdaj je zatipkano ali je zarečeno, neka neštima. Bilo je narobe sešteto pri prvem štetju. Ampak, kolikor vem, imate zdaj na mizi to veljavno verzijo. 2739 veljavnih in 65 neveljavnih.
ta je veljavna, ja. Če se gre sešteti vse glasove, je ta številka prava in tudi ta je objavljena v uradnem glasilu slovenskih občin. Hvala lepa. Še kdo? Če ne, zaključujem razpravo in podajam sklepe na glasovanje. Predlog sklepa številka 1. Občinski svet občine Prevalje se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu rednih volitev v občinski svet občine Prevalje, ki so bile dne 18.11.2018. Prosim, da glasujete z dvigom rok. Kdo je za? Vsi za. Hvala lepa. Sklep je sprejet. Predlog sklepa številka 2. Občinski svet občine Prevalje se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana, ki so bile dne 18.11.2018. Prosim, da glasujete z dvigom rok. Kdo je za? Vsi za. Sklep je sprejet. Pridemo na tretjo točko dnevnega reda, ki je imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitev župana. To je mandatna komisija. Občinski svet izmed navzočih članov imenuje 3-člansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Člane komisije lahko predlaga vsak član občinskega sveta, zato vas pozivam, da podate svoje predloge. Prosim. Prosim, Matej. Za predsednika predlagam Rafael Škufca ter člana Boštjan Gorenšek in Stašo Lodrant. Dajam predlog v razpravo. Potem zaključujem in predlagam predlog na glasovanje. Prosim, da glasujete z dvigom rok. Kdo je za? Vsi za. Sklep je sprejet. Imenovana je mandatna komisija v naslednji sestavi: Rafael Škufca, predsednik, Staš Lodrant, član, Boštjan Gorenšek, član. Mandatna komisija je imenovana samo za namen, da na podlagi poročila predlaga potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev izvolitve župana. Sedaj pa predlagam prekinitev seje za 10 minut, da komisija opravi svoje delo. Mandatna komisija je opravila svoje delo, zato se seja občinskega sveta nadaljuje. Smo namreč pri 4. točki dnevnega reda, poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta. Prosim predsednika mandatne komisije, da poda poročilo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in predlog sklepa. Prosim, predsednik. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Komisija je pregledala poročilo občinske volilne komisije o izidu rednih volitev v občinski svet občine Prevalje, ki so bile dni 18.11.2018, ter ugotovila, da do začetka prve seje občinskega sveta ni prispela nobena pritožba in da so tako vsi mandati članov občinskega sveta nesporni. Zaradi navedenega komisija predlaga občinskemu svetu skupno potrditev mandatov, tako da sprejme naslednji sklep. Občinski svet občine Prevalje potrdi mandate naslednjih članov občinskega sveta, izvoljenih na lokalnih volitvah dne 18.11.2014. Bernard Pačnik, Stašo Lodrant, David Kavtičnik, Rafael Škufca, Bogdan Pupovac, Aleksander Ristič, Andrej Strmec, Max Pučel, Matej Pečnik, Štefan Peršak, Martina Ribič, Ivan Backovič, Zdravko Fajmut, Tatjana Ladinek, Marija Šušelj, Boštjan Gorenšek, Aleksandra Saša Horvat. Hvala.
Hvala, predsednik. Dajem predlog namreč v razpravo. Če ni, podajam na glasovanje naslednji predlog sklepa. Občinski svet občine Prevalje skladno s poročilom mandatne komisije potrdi mandate novo izvoljenim članom občinskega sveta. Prosimo, da glasujete z dvigom rok. Kdo je za? Vsi za. Hvala lepa. Sklep je sprejet. S tem so potrjeni mandati članom novega občinskega sveta. Vsem občinskim svetnicam in svetniku čestitam in vam želim uspešno ter konstruktivno delo v tem mandatu. Nadaljujemo s 5. točko dnevnega reda, poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. Prosim predsednika mandatne komisije, da poda poročilo za ugotovitev izvolitev župana in predlog sklepa. Prosim. Hvala še enkrat za besedo. Komisija je pregledala poročilo občinske volilne komisije v izidu rednih volitev za župana, ki so bile dne 18.11.2018 in predlaga občinskemu svetu v sprejem naslednji sklep. Občinski svet občine Prevalje skladno z poročilom mandatne komisije ugotovi, da je za župana občine Prevalje na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 izvoljen dr. Matija Tasić. Hvala. Hvala predsedniku mandatne komisije. Dajem predlog v razpravo. Če ni, podajam na glasovanje naslednji predlog sklepa. Občinski svet občine Prevalje skladno s poročilom mandatne komisije ugotovi, da je za župana občine Prevalje izvoljen dr. Matija Tasić. Prosim, da glasujete z dvigom rok. Kdo je za? Vsi za. Sklep je sprejet. V imenu občinskega sveta čestitam o ponovnem imenovanju, se ti zahvaljujem za tvoje dosedanje delo in ti želim seveda veliko uspeha v novem mandatu. Seveda ob tvojem ponovnem imenovanju te pa vabim, da nam podaš pozdravni nagovor, ter ti predajam vodenje seje. Še kaj čestitam. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, drage občanke, dragi občani, najprej spoštovane svetnice in svetniki, iskrene čestitke za vašo izvolitev. Seveda gre v začetku najprej zahvala vsem občanom in občankam, ki ste na občinskih volitvah glasovali za člane občinskega sveta in župana naše občine v naslednjem mandatu. Volilni čas je končan. Pred nami vsemi je uresničevanje vsebinskega programa za naslednje 4-letno obdobje. Izvolitev je za vse nas izjemna čast in hkrati tudi velika odgovornost, da bomo s sodelovanjem in povezovanjem zagotavljali in razvijali kakovost življenja v občini, ki bo gospodarsko, kulturno, športno in turistično zanimiva in usmerjena v trajnostni razvoj. Strmeli bomo k uresničevanju enakomernega razvoja celotne občine. Z izvolitvijo prevzemamo odgovornost za še bolj kakovostno, varno in zdravo življenjsko in poslovno okolje na vseh področjih dela in življenja naših občanov, ki bo prijazno občanom vseh generacij. Predstavljene programske vsebine političnih strank, list in tudi moje kot župana so si dokaj podobne in imajo skupni imenovalec. Usmerjene so k boljšemu življenju in počutju vseh nas. Želim si, da bi bilo naše sodelovanje na tako visokem nivoju, kot je bilo v preteklosti.
in da bi vsak prevzel svoj del odgovornosti pri kreiranju in izvajanju enakomernega in trajnostnega razvoja občine. Pri tem, enako kot v prejšnjih mandatih, računam tudi na sodelovanje mnogih posameznikov in tudi društev, ki nam pri kreiranju in izvajanju razvojne politike občine nesebično pomagajo. Zavedam se, mislim, da tudi vi, da mest in funkcij v odborih in komisijah ni dovolj za vse, ki bi želeli sodelovati, zato bodo ideje in pobude posameznikov in neformalnih organizacij in društev na občini vedno naletele na odprta vrata. Želim, da se funkcije in mesta v novem občinskem svetu, v odborih in komisijah enakomerno porazdelijo med liste in stranke, da bo lahko vsak posameznik delček dodane vrednosti pri iskanju in izvajanju najboljših rešitev za vse nas občane. Prav zato je izjemno pomembna naloga KVIAZ-a, da v občinskem svetu do naslednje seje pripravi usklajen predlog pokritosti mest v komisijah in odborih občinskega sveta. Izjemno je pomembna in odgovorna, zahtevala bo pa tudi veliko politične volje in modrosti pri iskanju za vse sprejemljivih rešitev. Kajti le sodelovanjem in povezanostjo bomo lahko dosegali cilje, ki smo jih v programih navedli. Med največje cilje gotovo sodijo naslednji: umestitev in izgradnja tretje razvojne osi po predlagani optimalni varianti politike in stroke v predoru severno od mesta Prevalj. Izgraditev centralne čistilne naprave, kolektor in manjših čistilnih naprav. Dokončanje projektiranja in obnove regionalke na odsekih Špar-Petrol in Štopar-Poljana. Izgradnja dolinske kolesarske povezave, preplastitev ceste Poljana-Holmec z izgradnjo križišča na Poljani in križišča na Lokovici. Izgradnja zadrževalnika na Poljani, multimedijsko središče Park Jezero z večnamenskim objektom, jezero plezalnim centrom, nadaljevanje asfaltiranja cestnih pentelj proti Šentanelu, Jamnici, Lešam, Brinjevi gori, uravnoteženje vodovodnega sistema faza 3 Brinjeva gora, Roževo naselje, Leš, Šentanev in širokopasovne povezave na Belih Lisah ter optika v samem centru Prevalj. To je 10 vsebinsko najmočnejših in najbolj pomembnih projektov za enakomeren razvoj celotne občine. Nadaljevali bomo z začetimi projekti, kot so ureditev ceste, plazov in parkirišča na Barbari, dokončanje Flisovega potoka, Štefanovega potoka, sanacije plazov. To so projekti, ki so že začeti in za katere so zagotovljena finančna sredstva. Štartali bomo z nekaterimi projekti in to že spomladi, za katere smo tudi že pridobili finančna sredstva. Cesta proti Zagradu, proti Klemenu, proti Jamnici. Lotili se bomo obnove posameznih ulic, Obmežji, od družbenega doma do ulice Obmežji, gasilski dom Dobrnik, pod Gonjami, nekateri krajši odseki v ulicah. To bo v naslednjem letu že narejeno. Spodbujali bomo izgradnjo stanovanj na območju Zgornji kraj na Polju, postavili točko doživetja na Poljani, Nature Game in obnovili kozolc v okviru projekta Nakult, za katera dva so evropska sredstva tudi že zagotovljena. Spoštovani svetnice, spoštovani svetniki. V prejšnjih mandatih smo skupaj z občinskim svetom, občinsko upravo in zunanjimi sodelavci uspeli ustvariti uspešno občino z jasno razvojno vizijo. Tudi v preteklosti smo bili zelo uspešni pri pridobivanju evropskih in državnih sredstev. Upam in želim si, da bi bili skupaj uspešni tudi v tem mandatu in da bomo lahko uspešno uresničevali naše kratkoročne in dolgoročne načrtovane cilje, vse v smeri optimalnega bivanja, najboljšega bivanja za naše občane v občini Prevalje. Hvala lepa.
Pred nami vsemi, kot sem že rekel, je velika odgovornost za delo v tem mandatu, v različnih komisijah in odborih, ki so formalno sestavni deli občinskega sveta, pa tudi v komisijah, ki so pomoč delu županu, občinski upravi in tudi občinskemu svetu, za katere predloge, to seveda prosim v naslednjih dnevih, zato da bomo lahko imenovali tudi komisije, ki jih formalno imenuje župan, to je komisija za šport, komisija za kulturo, komisija za socialo, zdravstvo, komisija za komunalno cestno infrastrukturo, komisija za pomoč pri reševanju problemov ob ujmah, ki smo jo imenovali pred kakim dobrim mesecem dni. Tudi te komisije so izjemno pomembne, zaradi tega, ker tam se v bistvu začne pripravljati predloge rešitev, ki jih potem obravnavajo občinske komisije oziroma odbori in potem sprejema občinski svet. Več kot je vključenih, boljše rešitve so, zaradi tega, ker prihaja do predlogov z različnih idej, z različnih koncev. Prva naloga, ki nas čaka, je imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Zaradi tega, ker formalno je naloga, pa ne samo te komisije, ampak formalna naloga KVIA za komisije za volitve in imenovanja je, da pripravi in uskladi sestavo članov komisij in odborov. Kot sem že prej v nagovoru povedal, želim, da je ta porazdelitev enakomerna, da se tudi odgovornost za razvoj, da vsak prevzame svoj del odgovornosti pri razvoju občine Prevalje. Zato smo pri tej točki 6, imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predlagam v razpravo komisijo za volitve in imenovanja v sestavi prvih 5 list oziroma strank, ki so se uvrstile v občinski svet. Ponavadi smo tako v prejšnjih mandatih imenovali po enega člana iz prvih 5 list oziroma strank, ki so se uvrstile, ki so bile izvoljene v občinski svet. Zato predlagam komisijo za volitve in imenovanja v naslednji sestavi: Rafael Škupca, predsednik, Matej Pečnik, član, Štefan Peršak, član, Bogdan Pupovac, član, Aleksander Ristič, član. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obvezno stalno delovno telo občinskega sveta. Naloge komisije pa natančno določa statut občine Prevalje in poslovnik občinskega sveta občine Prevalje. Dajem v razpravo ta predlog. Želi kdo razpravljati? Samo en predlog spremembe na mestu Matej Pečnik, Stašo Lodrant. Ja, lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Jaz imam pa eno vprašanje. Verjetno ta komisija danes, ko se bo glasovala, tudi ni zabetonirana. To se bo verjetno lahko tudi še kaj spreminjalo, če bo pač politična volja naprej. Tako, jaz tudi predvidevam, zaradi tega, ker je treba celotno strukturo postaviti in se bo sigurno še lahko kje kaj spreminjalo, ko se bo uskladilo, tudi lahko pride do sprememb. Jaz se opravičujem za napako, ker je to moja napaka bila.
za ime, ker je bilo še včeraj rečeno, da je Stašo Lodrik. Ko bo na koncu vse počrto, se bo pa seveda to imenovanje dokončno, čeprav še tudi kasneje lahko pride do sprememb, če kdo želi kaj drugače, ampak na nek način je ta naloga kvijeza in seveda vseh vas in vseh nas, da optimalno poskrbimo za optimalno zasedbo odborov in komisij. Ker odbori in komisije in seveda mi vsi od vsakega pričakujemo to dodano vrednost, ki je potrebna za to, da najdemo najboljše rešitve. Želi še kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem ta predlog na glasovanje. Kdo je za sprejem tega predloga? Vsi za. Hvala. S tem smo sprejeli oziroma izglasovali kvijas. Naloga komisije za volitve in imenovanja je pripraviti predloge. Želim nam vsem skupaj uspešno delo, da bomo lahko uspešno naslednji ta mandat, ki smo ga danes začeli, tudi naredili tako, kot smo si ga zastavili v svojih programih. S tem današnjo sejo zaključujem, vam vsem se zahvaljujem. Še enkrat čestitam. Predvideno imamo fotografiranje posameznih članov, ker bomo v občinskem glasilu objavili seznam vseh svetnikov, pa skupinsko fotografijo. Zdaj le pride fotograf čez par minut, potem vas pa vabim na skromno in kratko zakusko v prvi seji občinskega sveta. Izvoli, Berni. Slikanje zgoraj je pa mali. Ja, jaz moram v imenu Liste za ljudi povedati, da ne vem, zakaj se nam tako mudi slikati. To je prvič, da prvi dan imamo že take procedure. Teda predlagamo, da to se opravi pri naslednji seji, pa da se prej tudi obvesti vse člane, svetnike in svetnice in svetnike, da bo pač fotografiranje. Da mi se danes tega fotografiranja ne bomo udeležili. Slikanje je predvideno zaradi tega, ker v prvih 10 dneh decembra izide občinsko glasilo, Prevaške novice in bojo objavljeno, če kdo seveda ne želi, pač ne bo slika not, ampak jaz apeliram in vas prosim, da greste narediti svojo dolžnost in hkrati seveda biti svetnik je tudi obveznost za to, da obvestimo ljudi in da lepo prikažemo naš novi občinski svet tudi v sliki in besedi. Tako je uredniški odbor pač predlagal. Jaz nisem primerno urejen, res nisem pričakoval. No, vsako leto imam. Pa posamezne slike, če jih imate dalje, če kdo noče se slikati zdaj. Skupinsko, zdaj pa samo za skupinsko gre v prvi meri. Še enkrat podarjam, mogoče ste me narobe razumeli. Ne vem, zakaj tako hitenje. Nikoli se nismo slikali prvi dan, vedno se je pa taka zadeva obvestila prej svetnike in svetnice. Danes tega niste naredili, pač pa nekam navrat na nos. Hvala. Slikali smo tudi pred 4 leti, smo enako na seji smo slikali. Ja, tu.